Čeprav je Slovenija znana po čudovitih kraških jamah, nekatere izmed njih žal že desetletja skrivajo umazane skrivnosti. In v redu je, pomirite se, ne bomo govorili o tem, kar ste mislili. Naša novinarska ekipa je namreč preživela dan z jamarji in ugotovila, da Slovenci v jamah poleg tistega, kar danes ne bomo omenjali, kopičimo tudi marsikaj drugega. Posnetki pa so šokantni. Nevarni industrijski odpadki, ostanki bomb, uporabljene injekcijske igle, pa avtomobilski deli, iz katerih v podtalnico iztekajo različna olja in goriva. Celo živalski kadavri izklanja na črno so v naših jamah. Industrijski odpadki, igle, avtomobilski deli, ljudje tako ne gre več naprej. Tudi v jamah je treba ločevati. Dajmo se prosim zmeniti, da so škocijanske jame za plastiko, križna jama za nevarne odpadke, Postojnska jama pa za belo tehniko, ki je pač največja in ki je direktor Batagel. Kot ste lahko slišali, pa se v naših jamah nahajajo tudi neeksplodirane bombe, kar pomeni, da je biti jamar na Krasu približno tako nevarno, kot biti gradbenik v Mariboru. Tu. In če še vedno mislite, da pretiravamo glede onesnaženja jam, naj vas prepriča naslednji podatek. V Sloveniji je odkritih 13.000 podzemnih jam, onesnaženih pa 2.500, torej približno petina. Ja, ker petina slovenskih jam je napolnjenih z odpadki, vse preostale pa s turisti. In če nekatere jame služijo kot zeleni in rumeni smetnjaki, je prav, da v duhu recikliranja obstajajo tudi rjavi kontejnerji, ne? Odkar je prepoved klanja domačih živali v doma, odpadke od domačih živali spet končujejo v breznih. Ja, zgleda nova slovenska navada, da se po kolinah ne gre do najbližje gostilne, ampak do najbližje jame. Kar je slaba novica za vegetarijanske jamarje in odlična novica za volkove, ki naravnost obožujejo krvavice. Da je odlaganje stvari v jame pri nas res nekaj običajnega, pa najbolj zgovorno priča naslednji podatek. Za kar 4.000 kubičnih metrov odpadkov bi morali poskrbeti tudi v jami Ravnica pri Pivki, najbolj onesnaženi jami v Sloveniji, kjer so za lažje odlaganje odpadkov ob jami zgradili celo betonsko rampo. Prav ste slišali, jama Ravnica je tako popularna odlagališče, da ima celo svoj drive-in. Edina razlika z normalnim drive-inom je, da tu smeti v vrečkah pripeleš, v fast foodu pa odpeleš. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.